Zdaj pa novička, ki bo gotovo zrajcala Grimsa. Gremo v Murgle, odkoder odmeva nov škandal, v katerega je vpletena hči, strica iz ozadja, Milana Kučana. Ja, tudi jaz nisem vedel, da ima Mileta male. Smisel, da kar on določi naslednike, tako kot kraljica. In kaj je bilo? Špela Kučan je dobila hud job v Švici, kjer bo svetovalka v Združenih narodih. Preden gremo dalje, da vprašam Špelo Kučan, kaj pravi o nepotizmu? Kako se ji zdi, da nekdo dobi službo zaradi priimka? Tako sem vzgojena in taka je tudi moja filozofija, da je človeka treba presojati po tem, kar zna, kar je naredil, kar želi narediti, ne pa po tem, da je otrok, se pravi hči ali sin nekega politika. Ok, Špelca prav, da mora človek stvari dobiti na podlagi znanja in ne priimka. Dobro, vse lepo in prav. V tej službi gre za diplomacijo, ekonomijo, biznis. Sklepam, da ima potem takem Špela kup izkušenj. Ali? Predvsem 3 dejstva izstopajo pri imenovanju Špele Kučan na mesto svetovalke pri slovenskem predstavništvu na OZN. Prvo je ključno, nikoli še ni delala v diplomaciji, prav tako nima diplomatskega izpita, bo pa s tem začasno, s tem delovnim mestom dobila diplomatski naziv. Ok, zdaj mi je jasno. Se pravi, Špela Kučan ima izkušnje s tem, da nima prav nič izkušenj iz področja, v katerem bo delala. Kdo je predlagal? Kdo je rekel, ajde Špelca, damo ti šik v Švici, tudi če nimaš o tem blage veze. Torej, gospodarski minister Počivalšek je dal predlog in zunanji minister Erjavec ga je sprejel. Lej, pa kaj? A nam je likov zmanjkalo, da ima vsaka afera iste frise? Pri takih stvarih rabiš razpis. Sklepam, da se je za dobro plačano službo prijavilo 100 ljudi. Minister Počivalšek? Razpis je bil notranji, 2 prijavljeni, obe sta izpolnjevali vse pogoje, odločili smo se za njo. A zaprt razpis, da je bil? Še čudno, da ste imeli 2 kandidatki in ne sem Kučanove tamale. Dejte priznati, da ste eni študentki rekli, da se za hec prijavil zraven, da ne usumljivo. A ne, da je to bilo. Tem pa ste to, tega delovnega mesta zadnjih nekaj let sploh ni bilo. Počivalšek ga je obudil prav za Špelco Marelco. Ajde, kandidata lahko predlaga vsak kekec. A zakaj jo je Erjavec sprejel? Kakšen izgovor ima zdaj? Kot vem, je pač izpolnila vse pogoje. Za Ministrstvo za zunanje zadeve pa samo pomembno, da izvedemo napotitev, potem ko se ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji. Ja, Erjavec, vemo. Imela sva boben in lajno, ko zmer, ja. Za Špelo se je odločil, ker je izpolnila vse pogoje. In kakšni pogoji so to? Po kakšni logiki je ustrezna kandidatka, če je študirala kulturologijo in etnologijo? Kaj bo naše gospodarstvo predstavljalo tako, da bo tujcem razlagala, kako živijo bušmani? Ali pa kako se igra na frulico z divjih bab? Ali kaj? Erjavec, meni lahko zaupaš, te je milen poklical. Jaz to poznam, meni lahko poveš. Tudi mene je. Sam danes je Janez več plačal, če ne bi spogovoril o tem. Jasnih je nekaj stvari. V tem primeru 100% ni šlo za nepotizem. Zihar je niso izbrali zaradi njenega priimka. To so pošteni ljudje. Drugič, draga mladina, pejte na kjerkoli faks hočete, magari na najbolj brezvezno smer na filofaksu. Čakajo vas odlične službe v tujini. Ne poslušati staršev, ki vam pravijo, da morate razmišljati o perspektivnih študijskih smereh. Poslušajte svoje srce. Ne vam bo Špela navdih. In tretjič, kakšen boter si to Milan, če svojih hčerki zrihtaš službo, ker je plačana malo več kot kakšen minister. Sem jaz tak boki batina, Superman kontinuitete in ninja foruma 21. Pa jaz spravim hčerko v službo za vsaj 20 ur na mesec. Še strici iz ozadja niso več to, kar so bili. Valjda ne, če pa ne vejo, na kateri strani v avtu je volan. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.